Samozavestno je danes minister za infrastrukturo Vrtovec poudaril, da je presenečen nad odzivom občine Velenje in sindikatov. Če želimo res narediti pravičen zeleni prehod, če želimo opuščati obstoječe trende, potem je bil ta korak, ki ga je naredila vlada, nujen. Poudarjam, smo ena izmed zadnjih držav članic Evropske unije, ki se je odločila za to strategijo. V Sloveniji tretjino električne energije pridobimo prav s premogom, zato je strah prebivalcev Šaleške doline, da bi zaprtje premogovnika kot država ostali neoskrbni z elektriko upravičen, a ne po mnenju ministra, ki vidi priložnost v novih tehnologijah. Smo ambiciozni, da lahko ta izpad na premogu s TEŠ-em zagotovimo z novimi tehnologijami v okviru nuklearnih tehnologij. Bolj kot to, kako bo država zagotovila energetsko neodvisnost, 5000 zaposlenih v premogovniku Velenje skrbi, kako jim bo država po zaprtju premogovnika zagotovila nova delovna mesta. Leta 1933 ne pomeni, da se bo rudnik zaprl. Pomeni, da se začnejo tako imenovana zapiralna dela, ki bo trajala predvidoma nekje 15 let. Torej, še vedno se bo potrebovalo stroka, še vedno se bodo rudarji, ki bodo ta zapiralna dela še naprej ohranjali oziroma delali. Na ministrstvu zatrjujejo, da bodo še naprej sodelovali s premogovnikom Velenje in iskali skupni jezik. Prav tako pa v naslednjih 11 letih napovedujejo še 3 revizije strategije, kar pomeni, da se lahko do leta 2033 še veliko spremeni. Poglejmo še več